21. februarja 1782 se je v dvorani Westminster začelo eno najbolj škandaloznih sojenj v Britaniji. Besni aristokrat Sir Richard Worsley je obtožil svojega tesnega prijatelja, kapitana Georgea Bisseta, da je z njegovo ženo zagrešil prešuštvo in zahteval 20.000 funtov odškodnine. Vrsto let sta bila njegova žena in tesni prijatelj skrivna ljubimca. To in druge šokantne razkritja pa so Lady Worsley spremenila v najbolj škandalozno osebnost v georgijanski Britaniji. Toda kaj natančno je bila tožba zaradi prešuštva in kdo je bila ženska v središču škandala, o katerem ni mogla nehati govoriti vsa Britanija? Ženska, ki je postala zloglasno znana kot Lady Worsley, se je rodila 5. oktobra 1758 v Middlesexu v Angliji. Nenavadno je, da je bila krščena z imenom, ki zveni moško, Seymour Dorothy Fleming, vendar je za to obstajal dober razlog. Bila je hči Sir Johna Fleminga, irskega posestnika, ki se je preselil v Brompton Park v Middlesexu na območje, ki je danes South Kensington v Londonu. Seymourjeva mati je bila Jane Coleman, bogata dedinja. Nenavadna izbira imena Johna in Jane je počastila Seymourino babico po materini strani, ki je izhajala iz vplivne družine Seymour, iste družine, iz katere je izvirala Jane Seymour, tretja žena Henrika VIII v 1530 letih. Seymour in njeno starejšo sestro Jane je večinoma vzgajala njuna mati sama. Nekaj tednov potem, ko je Seymour leta 1763 dopolnila 5 let, je njen oče tragično umrl pri približno 33 letih. Po 7 letih žalovanja je bila njena mati Jane končno pripravljena na ponovno poroko in leta 1770 se je poročila z Edwinem Lascellom, prvim baronom Harewoodom, premožnim moškim, katerega družina je imela plantažo sladkornega trsa na Karibih. V 60 letih 18. stoletja je Edwin gradil Harewood House blizu Leedsa, eno največjih podeželskih dvorcev tistega časa. Znani portret Lady Worsley, ki ga je naslikal Joshua Reynolds, tam visi še danes. Potem, ko se je njena mati ponovno poročila, sta Seymour in Jane skupaj z njo odšli živeti v Harewood. Imeli so še več drugih sorojencev, vendar so vsi umrli v otroštvu. Ko je odraščala v najstniških letih, je postalo jasno, da je Seymour svojeglava mlada ženska, ki ima rada jahanje, karte in ples. To je bilo v nasprotju z njeno sestro Jane, za katero so pravili, da je bolj zadržana. Kot ena od le 2 preživelih hčera svojega pokojnega očeta, bi Seymour vsak zakon prinesla veliko doto. To bi znašalo več 10.000 funtov, kar je danes vredno milijone dolarjev. In kmalu so se bogati in vplivni moški postavljali v vrsto, da bi si pridobili njeno roko. Seymourjevo celotno življenje bi bilo oblikovano z njeno poroko v mladih letih in nesrečo v njenem zakonu. Njen bodoči mož je bil Sir Richard Worsley. Bil je 7 let starejši od nje in se je rodil leta 1751 na otoku Wight, kjer je družina Worsley bila pomembna posestnica že od visokega srednjega veka. Sir Richard je podedoval naslov baroneta, ko je imel 17 let. Kasneje je bil član parlamenta in nadzornik gospodinjstva kralja Jurija III. Družina Worsley, tako kot Flemingi in Lascelli, je bila premožna družina v času, ko je denar preplavljal Anglijo, saj je britansko cesarstvo postajalo svetovna velesila. Zanimivo je, da je Worsley sprva dvoril Seymourjevi starejši sestri Jani, vendar ga je leta 1772 zavrnila in se raje odločila za zakon z grofom Harringtonom. Kasneje je svojo pozornost preusmeril na Seymour, potem ko sta se srečala na dirkah v Yorku poleti leta 1775. V vrtinčasti romanci, ki je pretresla uglajeno družbo, je zaprosil v manj kot tednu dni in do 20. septembra 1775 sta bila že poročena. Seymour je bila stara 17 let, medtem ko je bil Sir Richard star 24 let. Nažalost za Seymourjevo pa je bila poročna pogodba močno v prid njenemu možu. Medtem ko je bilo ogromno premoženje predano Worsleyju, je bila ona prepuščena le 400 funtom letne rente, kar mu je v bistvu dalo nadzor nad bogastvom, ki ga je prinesla v zakon. Sprva se je zakon zdel precej običajen. Lady Worsley je bila noseča že nekaj mesecev po poroki in avgusta 1776 rodila njunega prvega otroka, sina po imenu Robert. Vendar bo to njun edini zakoniti otrok.
Za veličastno fasado aristokratskega zakona so se napetosti že začele stopnjevati. Seymourjeva je kasneje svojega moža opisala kot hladnega, tog in boleče dolgočasnega, medtem ko je bila sama živahna, spogledljiva in neustavljivo privlačena k bleščečemu notranjemu krogu Georgiane Cavendish. In kmalu so se po visoki družbi začele širiti govorice, zakon Lady Worsley pa je drvel proti škandalu. Ni minilo dolgo, preden so se v zakonu Worsleyjevih pojavile obtožbe o nezvestobi. Številni viri nakazujejo, da je bil Sir Richard presenetljivo ravnodušen do ženinih afer. Ob eni zloglasni priložnosti naj bi Sir Richard sredi noči v hiši zalotil enega od ljubimcev Lady Worsley. Namesto, da bi se z njim soočil, ga je preprosto pustil oditi, kar je še podžgalo govorice, da je njun zakon skrival precej temnejše skrivnosti, kot si je kdo predstavljal. Časopisi so kasneje trdili, da je Seymourjeva imela na desetine ljubimcev, čeprav dokazi kažejo na manjše število. Od vseh moških, s katerimi je imela Lady Worsley razmerja, noben ni povzročil večjega škandala kot Maurice George Bisset. Prihajal je iz plemiške družine, ki je imela posestva na otoku White, čeprav je bil klan Bisset po izvoru škotski. Njegovo prebivališče na otoku White je bilo le 4 milje oddaljeno od doma Worsleyjevih. Bisset pa ni bil tujec, saj je bil eden izmed bližnjih prijateljev Sir Richarda. Kar je sledilo, ni bila zgolj afera, temveč ponižujoč nož v hrbet je prijateljstvo spremenil v izdajo in poslal valove šoka skozi georgijansko visoko družbo. Vendar pa te škandalozne afere morda sploh nikoli ne bi odkrili, če ne bi izbruhnila ameriška osamosvojitvena vojna. Potem, ko je Francija vstopila v vojno na strani upornikov v Severni Ameriki, je bil Lord Worsley odgovoren za urjenje milic v Južni Angliji v primeru francoskega napada na obalno območje. Bisset je sodeloval pri teh vojaških vajah in ko je Worsley najel hišo v Maidstonu v Kentu, medtem ko je nadzoroval te vaje, je povabil Bisseta, da tam tudi stanuje. V tem času je postala zveza med Lady Worsley in kapitanom Bissetom splošno znana. Avgusta 1781 je Seymour rodila hčerko po imenu Jane, vendar so se skoraj takoj začele širiti govorice, da otrok sploh ni Sir Richardov. Obupan, da bi se izognil še večjemu javnemu škandalu, je priznal otroka za svojega, kljub razširjenim govoricam, da je pravi oče Bisset. Jasno je, da Sir Richarda v tistem času ženina nezvestoba ni prav posebej motila. Ena razvpitih zgodb, ki so se pojavile kmalu zatem, je bila, da se je septembra 1781 šalil o razmerju med Bissetom in svojo ženo, ko je trojica obiskala kopališče v Maidstonu. Medtem, ko je bil Sir Richard pripravljen prenašati ponižanje, da ga javno varajo, je Seymour popolnoma obupal nad zakonom. Novembra 1781 je škandal dvignila na povsem novo raven, ko je skupaj z Bissetom pobegnila iz Kenta v London, kjer sta se drzno prijavila v Royal Hotel kot ljubimca. Seymour je nato pisal njeni služkinji Marie Softby in ji naročil, naj mu v prestolnico pošlje malo Jane skupaj z dodatnimi oblačili. Zdi se, da je Seymour verjela, da bo njeno dramatični pobeg končno prisililo njenega moža, da se strinja z ločitvijo, kar bi jo omogočilo, da se poroči z Bissetom. Toda, čeprav je Sir Richard dolgo toleriral njene afere, ni imel namena odreči se bogastvu in statusu, ki sta bila povezana z njunim zakonom. Sledila je bridka ločitev, senzacionalen sodni boj in škandal, ki je prevzel vso Britanijo. Lord Worsley je zdaj vložil tožbo proti Bissetu zaradi tako imenovane tožbe zaradi zapeljevanja žene, posebnega očitka, ki ga je moški vložil proti tesnemu prijatelju, ki naj bi zapeljal njegovo ženo. Ključno je bilo, da obtožba ni dovoljevala ženi pričati, saj ni bila stranka v postopku. Namesto tega je v tem primeru Sir Richard tožil Bisseta, ne Lady Worsley. Richard je zahteval 20.000 funtov odškodnine, znesek, ki bi Bisseta uničil, če bi Lord Worsley dobil primer. Da si to lažje predstavljamo, bi to danes znašalo skoraj 3 milijone funtov. Primer se je začel na Westminsteru februarja 1782. Namesto, da bi zanikala afero, je Bissetova pravna ekipa trdila, da je imela Lady Worsley že pred njim več ljubimcev, kar pomeni, da njene časti sploh ni omadeževal.
Poleg tega so trdili tudi, da je bil Sir Richard dobro seznanjen z nezvestobo svoje žene in jo je v nekaterih primerih celo očitno spodbujal. Nato so bili različni njeni nekdanji ljubimci poklicani, da pričajo pod prisego. Vicomte Deerhurst, ki mu je bilo zaradi poteka dogodkov očitno nerodno, je priznal, da je Sir Richard nekoč vedel, da sta z njegovo ženo preživela 3 dni skupaj v Londonu in Southamptonu, ter ni storil ničesar, da bi ju ustavil. Ko se je sojenje nadaljevalo, je postajalo vse bolj škandalozno in ugled Lady Worsley je hitro padal. Na primer, eden od njenih zdravnikov, William Osborne, se je pojavil kot priča in izjavil, da jo je zdravil zaradi spolno prenosljivih bolezni, ki jih je verjetno dobila od markiza Grahama. V 18. stoletju je bilo nezaslišano, da bi se o takšnih zdravstvenih težavah javno razpravljalo na sodišču. Medtem so v Londonu izhajali časopisi, karikature in pamfleti, ki so opisovali sočne razkritja sojenja. Na koncu je sodišče razsodilo v prid Sir Richardu. Ni bilo dvoma, da sta Lady Worsley in Bisset imela afero, vendar je porota Sir Richardu prisodila le 1 šiling odškodnine, kar je najmanjši možni znesek. To je bilo uničujoče javno ponižanje. Razsodba je dejansko razglasila, da je bila njegova žena sicer nezvesta, vendar je Sir Richard sam odkrito toleriral, celo spodbujal njene afere. Ko se je škandal širil po vsej Britaniji, življenja vseh 3 nikoli več niso bila enaka. Sojenje leta 1782 je bilo katastrofa za vse vpletene. Politična kariera Sir Richarda si nikoli ni opomogla. Prepis celotnega sojenja je bil naprodaj v Londonu že nekaj dni po koncu in je postal prodajna uspešnica. Celo George Washington je imel izvod na drugi strani Atlantika. To je pomenilo, da je bila tudi ugled Lady Worsley zaradi sojenja uničena. Kmalu pa so začeli krožiti tudi opolski pamfleti z naslovi, kot so The Genuine Anecdotes and Amorous Adventures of Sir Richard Easy and Lady Wagtail. Poleg tega, zaključek sojenja ni pomenil, da bi se zakonca Worsley lahko ločila, da bi Seymour in Bisset lahko živela srečno do konca svojih dni. Pravzaprav Sir Richard ni hotel pristati na ločitev, saj bi v tem primeru finančno izgubil, Seymour pa bi pridobila nadzor nad doto, ki jo je prinesla v zakon. V dramatičnem preobratu je Bisset nato zapustil Lady Worsley. Tako se je znašla v najslabšem možnem položaju. Njen ugled je bil uničen. Njen ljubimec in oče njene hčerke jo je zapustil. Njen mož pa ji ni hotel dati ločitve, kar je pomenilo, da je ostala tudi brez sredstev, še posebej zato, ker se ji je odrekla tudi njena širša družina. Ne samo to, bila je tudi noseča z drugim Bissetovim otrokom. Po rojstvu otroka leta 1783 je postala kurtizana, da bi preživela in se zanašala na denar ter pokroviteljstvo premožnih moških. V obdobju, ki je sledilo, je Seymour postala članica nove ženske skupine žensk, ki so se srečevale v bordelu, ki ga je vodila Sarah Prendergast. To je bila v bistvu nekakšna podporna mreža za ženske iz plemstva, katerih ugled je bil na takšen ali drugačen način uničen in ki so živele v negotovih razmerah. Med članicami sta bili Lady Anne Cork in Lady Derby, medtem ko je bila ustanoviteljica skupine Caroline Stanhope, tašča Seymourine lastne sestre Jane. Karolina je, tako kot Seymour, postala razpita že leta prej zaradi prešuštva. Kot del skupine sredi 1780-ih je imela Lady Worsley številne dodatne ljubimce. A njeno življenje je kmalu znova doživelo še temnejši preobrat. Koliko se je trudila, da bi se sama preživljala, so se Lady Worsley začeli kopičiti dolgovi v letih po ločitvi in nazadnje zapustila London ter odšla živeti v Pariz, kjer je bilo večje strpnosti do žensk, ki so bile javno obtožene zunaj zakonskih afer. Nato je postala stalna prisotnost na francoskem dvoru Versailles in rodila še eno hčerko po imenu Charlotta, ki so jo poslali, da jo vzgaja druga družina. Eden od njenih ljubimcev tukaj je bil Joseph Pologne, Chevalier de Saint-Georges, skladatelj mešanega porekla in prvak v mečevanju. Čas, ko se je odločila pridružiti francoskemu dvoru, pa ni bil idealen, saj se je leta 1789 začela francoska revolucija. Leta revolucije zanjo niso bila lahka in leta 1793 jo je revolucionarna vlada med obdobjem terorja aretirala zaradi njenega plemiškega statusa in povezav s kraljevim dvorom.
To je na koncu privedlo do njenega zapora in v tem temnem obdobju njenega življenja je umrl tudi njen sin z Worsleyjem. Končno je leta 1797 pobegnila nazaj v Anglijo. Na tej točki se je pobotala s svojo družino in začela mirno živeti v domu svojega otroštva, Brompton Parku, ko je vstopila v 40. leta. Medtem ko se je njegova žena selila naokoli, je Sir Richard nadaljeval svojo raznoliko kariero. V obdobju pred francosko revolucijo je živel na otoku White s svojo ljubico Saro Smith. Med francoskimi revolucionarnimi vojnami je bil imenovan za britanskega odposlanca v Beneški republiki. Umrl je leta 1805 v Britaniji, star 54 let, ob tem pa je bilo njegovo premoženje močno zadolženo. To je bila vse preveč pogosta značilnost življenja britanske aristokracije v obdobju pretiranega pitja, iger na srečo in zapravljanja ogromnih bogastev za razkošno gradnjo domov. Kljub finančni nepismenosti njenega odtujenega moža je Seymour po njegovi smrti končno uspela ponovno pridobiti nadzor nad 70.000 funti, ki jih je prinesla v zakon. Več kot 2 desetletji je bilo to premoženje ujeto v pravnih sporih. Ko je nenadoma ponovno pridobila ogromno bogastva, je lahko pustila za seboj leta negotovega življenja, ki jih je preživela tako v Angliji kot v Franciji. Nekdanja Lady Worsley se je lahko končno znova poročila. 12. septembra 1805, malo več kot mesec dni po smrti svojega moža, se je poročila z Johnom Lewisom Cuchejem, 26-letnim glasbenikom. Prevzela je svoj dekliški priimek Fleming, kar je bilo za tisti čas nenavadno, saj ga je prevzel tudi Cuch. Njena ponovna poroka, tik pred njenim 47. rojstnim dnem, je bila bolj miren dogodek. Večina virov se strinja, da je bilo to srečno razmerje in v primerjavi z dramo njenega prvega zakona sta živela mirno življenje. Po koncu francoskih revolucionarnih in napoleonskih vojn v letih 1814 in 1815 se je par preselil v Pariz in tam živel do konca Seymourjevega življenja. Tam je umrla 9. septembra 1818 pri 59 letih zaradi neopredeljene bolezni. Ženska, ki je bila nekoč razvpitna v britanski javnosti, je bila pokopana na znamenitem pokopališču Père Lachaise v Parizu, kjer počiva še danes. Med grobovi ljudi, kot so Jim Morrison, Oscar Wilde, Edith Piaf in Frédéric Chopin, primeren konec za škandalozno življenje. Najlepša hvala vsem, ker ste si ogledali ta video o Lady Worsley. Upam, da ste ga našli zanimivega. Sporočite mi v komentarjih, kaj si mislite o njenem življenju in če imate kakšne predloge, mi jih prav tako napišite spodaj v komentarjih. Upam, da ste naročeni na moj kanal in imate vklopljena obvestila, da boste prejeli vsa moja videa takoj, ko jih naložim. To je vse z moje strani, zato se vidimo v naslednjem delu Forgotten Lives. Hvala.